Lepo pozdravljeni na današnjem zadnjem predavanju v tej sezoni o mladanskem delu. In sicer govorili bomo o risu, potem bo predaval Rok Černe. Po njem bom prebral nekaj karakteristik. Rok Černe je gozdar in vodja projektne skupine na Zavodu za gozdove Slovenije. Že več kot desetletja usmerja projekte povezane z upravljanjem velikih zveri in je eden ključnih akterjev pri ohranjanju njihovega sobivanja z ljudmi v Sloveniji in širše. Sodeloval je kot vodja ali ključni strokovnjak pri številnih pomembnih mednarodnih projektih, kot so okrevanje populacije risa v Dinarigih in Alpah, varstvo in sobivanje z volkovi v Alpah, upravljanje in varstvo rjavega medveda v dinarsko-alpski populaciji, izboljšanje varnosti pašnih živali pred velikimi zvermi, preučevanje volkov Slovenije v Sloveniji in drugih projektih. Na mednarodni ravni deluje kot predsedujoči strokovni skupini za velike zveri, divjad in družbo v okviru Alpske konvencije, kjer pomaga usmerjati skupne strategije za upravljanje velikih zveri. Pri svojem delu povezuje znanstvene pristope s prakso, uporablja sodobne metode, kot so daljinsko sledenje, fotopasti in genetsko spremljanje populacij. V rezultatih poroča skupaj s sodelavci številnimi prispevki v domači in tuji strokovni literaturi. Njegovo delo pomembno prispeva k boljši razumljivosti in učinkovitem varstvu risa, volka in rjavega medveda. V prostem času je Rok Černe predan družini, strasten ljubitelj narave, rad pohajkuje, kajta in se navdušuje nad zimskimi športi. Njegovo življenje je tesno povezano z divjino, v kateri vidi ne le izziv, ampak tudi prostor za ravnotežje med človekom in naravo. Še to naj povem, da v letošnjem juniju je projekt Life Links o ponovni naselitvi risa prejel 2 evropski nagradi, ki sovpadata z 11. julijem, to je mednarodni dan risa. No, temu je posvečeno tudi današnje predavanje. Tudi pa kar prosim predavatelje. Slišno? Ja. Hvala za povabilo. Mi včasih sem tukaj pa da predavam. Jaz sem najprej čist par takih splošnih stvari o risih. Verjetno ga poznate, da je pikast maček, eni malo bolj, eni malo manj, 20 do 25 kg. Kdo pa ve, kako se obnaša? Oziroma, kako se oglaša? Tega pa bolj redko slišite. Tako se oglaša, če daj slišite, je to. Največkrat se tako oglaša v času parjenja. Se pravi, takrat so tudi najbolj družabni, najbolj se samci s samicami družijo, pa označujejo, da ne grejo v drugi strani in tako naprej. Tako da v tem obdobju prvih 3 mesecih se res največ oglaša, potem je pa to bistveno redkeje. Karis je, glavni plen mu je srnat, je pa malo odvisno, kakšne analize se dela. Če gledaš iz telemetrije, lahko najdeš samo večji plen, če pa gledaš recimo v iztrebkih, lahko najdeš pa še manjši plen, zaradi tega so te rezultati malo različni, ampak vsem je skupno, da je najpogostejša srnat. Če se analizira iztrebke, se ugotovi, da je drugi najpogostejši plen, pol. In tudi, če ga pozim sledite v Dinarigih,
se vidi, da zelo redno obiskuje te jame. Prav, zmeraj gre pogledat, če bo mogoče še kje kakšnega polha najdel. In potem je pa še gams in tudi lisica in druge živali. Ris ima zelo pomembno vlogo, se pravi, v bistvu on skrbi za svoj plen. Je zanimivo, ker v bistvu bi rekel, da ga plen, da ga ubije, ne? Ampak v bistvu v povprečju plen živali v slabši kondiciji in s tem izloča živali v slabši kondiciji, pušča živali v boljši kondiciji in te boljše kondicije se potem vključujejo v reprodukcijo in so zaradi tega hitrejše, boljše, močnejše, ne? Če srne ne bi preganjala ris pa volk, v bistvu ne bi bilo treba teči, ne? Tako da v bistvu so se te živali skupaj razvile in so take, kot so, zato ker se je plen risa in ris so se skupaj razvijali. Tukaj je čisto en tak rezultat analize, kar je v primerjavo odstrela in pa plena risa. To je to kleptoparazitizem. Zdaj on, ko ujame neko žival, ne poskrbi samo zase. V bistvu smo več kot 17 živali, sesalcev in pa ptičev našli na plenu. Zdaj najpogostejši, ki mu vzame plen, je pa največji. Tukaj je imel ris plen, ki ga je zavohal medved. In seveda ris je manjši in ga je lahko medved odgnal, oziroma v tem primeru celo medvedka z mladiči. In če ga najde medvedka z mladiči, od ene srne ne ostane več, ker vse poje. In ris potem približno eno tretjino plenov mu najde, medved in mora nekoliko bolj pogosto pleniti, zaradi tega, ker v bistvu hrani še medveda in pa druge živali tudi, ne. Razmnoževanje. Ris se par tam februar, marc, ima 1 do 3 mladiče, v povprečju 2, ima pa nekaj zanimivih lastnosti. Tudi tukaj poznate tole Bohinjsko jezero, Blejsko jezero, Jelovca, Pokljuka. In tja, ko smo naselili rise, o tem bom malo kasneje več povedal, se nahajajo tukaj en par, samec in samica, in pa tukaj sta dve samice in en samec. In mi smo uspeli kar nekaj potomcev opremiti z telemetrijo in potem spremljati, kako se v bistvu, kaj se dogaja med parjenjem. Se pravi, da bom najprej pokazal te odrasle živali. Se pravi, 3 so na ovratnici in vidite, to je samec in samica in obdobje parjenja. Prideta te dve točke kar nekajkrat skupaj, ne? To so tako 3 lokacije na dan, se pravi, sta skupaj ne 2 dni, trenutno sta skupaj. In to je bil teritorij teh dveh živali. Ne? Celo leto živita tam. Z izjemo časa parjenja. Najprej naredi svoje na svojem območju, potem je šel pa gor še tole samico pogledati. Ne? Ampak tukaj je en drug teritorialen samec. Tega sicer nimamo na vratnici, vedeli smo, da je tam. In se je ta hitro, kot ste videli, pa je šel na hitro gor, pa na hitro dol. Prav je šel, pogledal, če je ratal, je ratal, pa je še pa nazaj gor. Tako da, to je precej zanimiva lastnost. Tukaj vidite teritorije, se pravi različnih samcev, in pa potem v času parjenja so pa take ekskurzije. Če poznate tukaj, da Mala gora, Ribnica, je tole kar ne 50 km gre daleč. Se pravi, lahko za 3 tedne gre daleč in potem tudi zanimivo je, lahko gre po eni poti dol, po drugi pa nazaj. Nikoli še ni bil tam. Recimo, tukaj je bil prepeljan z Romunije, prepričani smo, da ni bil še nikoli, šel je dol po eni poti, nazaj po drugi. Kako to pogruntajo, je pa taka zanimiva lastnost. Zdaj imam jaz tukaj en kratek filmček, ki je nekako uvod v
nadaljevanje mojega predavanja, pa si ga bomo pogledali, potem bom pa v bistvu malo o zgodovini risa v Sloveniji povedal. Čudovito, ne? Pravzaprav en taki, vse 15 let čakamo na to, pa delamo v tej smeri. To videti, da se potem to dejansko zgodi, je nepopisno. To je bil leta 19 spuščen prvi ris. Zavoda za gozdove so pač iskali lovske družine, katere bi bile pripravljene, da bi pač to ponovno doselitev pomagale izvesti. In mi smo se odločili kot lovci, da tudi mi pristopimo k temu projektu. Jaz kot lovec in lastnik zemljišča sem pač ponudil možnost, da se ta obora pač postavi lahko na mojem zemljišču. Za Lovsko zvezo Slovenije je zagotovo potrditev naravovarstvene vloge vseh slovenskih lovcev, nadaljevanje neke tradicije iz preteklosti, tistih pobudnikov, tistih prvih lovcev, ki so se odločili, da na to območje ponovno naselijo risa. Ta zgodba, da v bistvu danes tukaj izpustimo Gruja, pa v bistvu pomeni, da bomo ohranili. Mislim, da smo to v bistvu dolžni vsem tistim našim predhodnikom. Najbližja možnost pravzaprav za doselitev risa k nam, nesorodnja, ki bi lahko pomagal populaciji, so Karpati, kar pomeni Slovaška ali pa Romunija. Romunska ekipa, ki je pravzaprav se predtem ni ukvarjala z risom, bila neverjetno uspešna. Uspela toliko hitro loviti 2 risa, da smo dejansko lahko prisedili sem. Teda so se očitno zelo potrudili. Boljše bi si težko predstavljali. We realized that there was something big inside, like, okay, it's a lynx, and it was just really, really great, and then, I don't know, everyone was really happy, and then like hugging each other, and Takrat ni bilo tako živo, kot je zdaj. Takrat je raz bilo samo par, Čop, Strugel pa Lado Švigl. Drugih takrat ni bilo zdrav. Ta projekt nam omogoča, da tukaj pridobivamo potrebno strokovno in tudi drugo znanje in vedenje ne samo o risu, tudi predvsem o njegovem habitatu in tudi o odnosu ljudi do te živali. Zavod za gozdove je nasplošno vezan k naravovarstvu, k temu, da slovenski ekosistemi gozdni delujejo optimalno in res je del teh ekosistemov v nekaterih področjih in danes s tem izpustom zagotavljamo, da bo tudi ta del dežele deloval tako, kot pač mora, da ima svoje plenilce, svoje proizvajalce, svoje uporabnike, skratka, da ekosistem deluje kot celota. Zdaj želim, da čim prej odjavlja svoj prvi plen, naravno, da se najde svoj teritorij, kjer bo lahko živel. Potem pa jasno, v najboljšem primeru bi se ta teritorij pokrival s teritorijem enih par sredic, ki bi vse imeli enega potomca. To pa nekaj, kar se poželimo za naslednjo leto, naslednjo pozno zimo, zgodno pomlad. Se pravi, zakaj je bilo to sploh treba početi? Zakaj smo mogli sploh rise pripeljati, jih reševati? Treba iti malo nazaj, se pravi 19. stoletje. Takrat smo imeli rise še v celi, mislim v večjem delu Slovenije, prisotne in konec 19. stoletja so bili iztrebljeni. Takrat je bila v bistvu splošna politika naravnana, da se v bistvu te večje živali, ker so nam ne čist praktične, iztrebila. Se pravi, tudi jelenjad je bila iztrebljena, tudi divji prašiči so bili iztrebljeni, skratka, to je bila takrat politika. Medved je bil tudi zelo na robu. Tako da ja, takrat je bil ris iztrebljen in
razlogi za to so bili sistematično preganjanje, se pravi, tudi gozda je bilo manj. Zdaj, če pogledamo okoli leta 1850, je bilo v Sloveniji 35% gozdnatosti, zdaj je 60%. Se pravi, kar velika razlika in je bilo tudi habitata manj, tudi na Primorskem se to sploh precej izrazito vidi ta povečanje gozdnatosti. Plena je bilo malo, kot sem prej rekel, tudi jelenjad je bila iztrebljena, srnjad je bilo zelo malo. Leta 1973 so lovci in gozdarji iz takratnega gonitvenega lovišča spustili nazaj 3 pare, se pravi 6 živali. In to je bilo zelo uspešno. Ti risi so se razširili na Hrvaško, proti Bosni, do Italije in nekaj časa je to zelo dobro delalo. In tudi naselili so jih nazaj, da se vrne eno vrsto, kar paše v ekosistem. Da se vrne eno vrsto, ki paše v ekosistem in pa da se prenese tudi eno trofejo nazaj v gozd za lov. In so jo v bistvu že 5 let po doselitvi začeli tudi streljati. In tle so odstreljene kvote, tle smo zbrali vse podatke, ki so za Bosno, Hrvaško, Slovenijo in vidi se ta vrh in pa potem upad. In to je šlo zelo podobno kot populacija. Najprej je šlo zelo dobro, potem je šla pa nadol. In takrat ni bilo zelo jasno, v čem je težava. Pač nehali se jih je loviti. Če pogledate tukaj okoli leta 2000 se je vseh država nehali loviti risa, ampak se populacija ni upomogla. In potem je bil ta Ledina ris projekt, v katerem se je raziskoval razloge. Kaj so glavni razlogi za to? Življenjski prostor je bil, plen je bil. Potrdila se je, da je parjenje v sorodstvu problem, genetika. Če se spomnite, preseljenih je bilo samo 6 živali in incest pri človeku, tudi vemo, kaj se zgodi, no, risu se je zelo nekaj podobnega zgodilo. Krivolov je pa tako. Zato je bila recimo pomembna javnomnenjska raziskava, kjer se je pogledal, a je podpora ohranjanju risa ali ni. In se je izkazalo pač, da je, da tudi večina lovcev podpira, to je zelo pomemben podatek in zato se je šlo potem naprej v reševanje te vrste. Tukaj je graf genetike, koliko so živali parjene v sorodstvu, se vidi z tem indeksom parjenja v sorodstvu. Tukaj je 0,4 je predviden kolaps, 0,25 je parjenje, kot če bi se brat in sestri med sabo parili. In vidite, kako se je ta indeks parjenja v sorodstvu postopno večal in tukaj je nekje, ko smo bili leta 2010, je to šlo samo še nagor in če pogledate ta graf, vidimo, da je v bistvu v zadnji trenutek smo videli s tem lifelingsom, da smo še ta pravca še dodatne živali pripeljali, dodatno krike in v bistvu rešila to parjenje v sorodstvu. V nadaljevanju se je naredila strategija in pa prijava projekta. Zelo dobro nam je uspelo v bistvu, da smo vsi sodelovali med sabo. Gozdarji, lovci, biologi, ministrstvo, skratka, res tak nekak širok konsens je bil narejen v tej strategiji in potem smo tudi te isti partnerji lahko ta projekt prijavili, ker smo bili že v okviru strategije, ki je vlada sprejela zmenjeni, kaj bi mogli biti noter. In potem smo dejansko začeli s tem, vključili smo še sosednjo Hrvaško in pa Italijo. V Sloveniji je prostora za okrog 100 odraslih živali. To je za ohranjanje ene vrste čist premalo. Že v bistvu tale območje, ki je zelo majhen. Tako da na dolgi rok je treba populacije povezati, ampak za to kratko, za zdaj smo se pač Slovenci in Hrvati povezali in tekom projekta so potem tudi Italijani doselili rise. Tako da smo v bistvu vse 3 države pristopile aktivno k reševanju tega problema in da pač ris ostane v naših gozdovih.
Kaj so konkretni rezultati? Se pravi, v dinaridih je bilo spuščenih 12 živali, spuščenih 9 jih je bilo uspešno vključenih v populacijo. Se pravi, 6 Hrvaška, 6 Slovenija v dinaridih, se pravi v dinarskem delu. In tukaj je še ena taka zanimiva zgodba nadaljevanja, v bistvu tistega risa, ki smo prej video gledali. Ta ris je bil spuščen tukaj v Loškem potoku, šel malo na Hrvaško in potem šel v bistvu vse do Barja in pa tukaj do Male gore. To pot je delal 3 tedne in ko je prišel na to območje, je bila tukaj samica. In ko sta se zavohala, se je takoj ustavil. Se pravi, predvidevamo, na tem območju so bili, ampak so bili še drugi teritorijalni samci, se je umaknil na gor, tukaj na celi poti ni najdel samice, ki je najdel tukaj, se je takoj ustavil in to samico smo imeli mi na vratnici tudi, da smo lahko spremljali s telemetrijo, in se pravi, rdeče pitke so ta spuščen ris, zelene so ta samica. In če se spomnite, kaj je Tomaž na koncu videa rekel, da si želi, da bi se naslednje leto parila. Ta risinja ni imela samca v bližini in se je parila celo konec maja, oziroma začetek junija in imela avgusta mladiče, kar je čisto neobičajno, ampak ker ni imela samca v ta pravem času, se je to vseeno zgodilo, ker je prišel. In zanimivo, te mladiči so celo preživeli zimo. Se pravi, to vemo. Tako da tle se je v bistvu ta prvo mešanje krvi zgodilo in te kvadratki, ki so tukaj naprej, so ostali risi, ki so bili preseljeni, se pravi ostalih 9 in vidite, da so se v bistvu lepo razporedili v Sloveniji na Hrvaškem, saj smo jih tudi spuščali malo načrtno, se pravi na tem koncu, tukaj, da so se razporejali in zdaj v bistvu vsak na svojem koncu upravlja svojo vlogo, se pravi mešanja krvi. In s tem smo zelo zadovoljni, ker risi grejo lahko precej velike kroge, ki se jih spusti, tako da ta razporeditev je še nekaj sreče zraven. Kaj se je zgodilo s številom risov v dinaridih v Sloveniji? Se pravi, ko smo začeli projekt, jih je bilo 20 in v bistvu v 5 letih se je številčnost dvigala na 40. Se pravi, zelo hitro se je poznali to, da smo dodatne rise spustili, da se je fitness izboljšal in da se je populacija nekako popravila. Trenutno nam malo manjka monitoringa, upam, da bo država najdla sredstva za to v nadaljevanju. Zdaj, če pogledamo, kaj se z genetiko zgodilo. Spomnite se tistega grafa, ki je šel prej takole gor. Tle so prve živali in se pravi, na začetku smo zelo popravili situacijo. Ampak, če se ta populacija, spet teh 9 živali, ne bo povezala še z nekimi drugimi živalmi, se bo ta problem polovil. Se pravi, spet se bo ta parjenje v sorodstvu postopno večal. In je zelo pomembna ta povezljivost te populacije z drugimi. Pridem še v nadaljevanju do tega. Se pravi, z namenom, da bi se ta dinarska populacija lažje povezala naprej, smo rise doselili še v Alpe, se pravi, Slovenci smo jih 6 spustili in pa Italijani potem tudi izven projekta sicer in so se zelo dobro na jelovci in pokljuki tele, kjer smo jih spustili, so tam ostali in to smo bili zelo veseli, ker bi lahko bi šli tudi zelo naokrog, ampak niso, so ostali na tem območju. In kako se potem te živali širijo, se pravi, tukaj imamo te, ki so bili spuščeni, to so pa teritoriji risov potomcev. In tukaj imamo še eno animacijo, kako v bistvu to izgleda ta širitev. Se pravi, mi smo potomce opremljali in tukaj v decembru smo prvega samca opremljali, potem v januarju samico in potem v marcu ali aprilu še 2 samca na tem območju. In vidite, osnovni teritoriji so bili tukaj in tukaj, potem so se pa, v bistvu se ta samci in samica že tukaj začela ustvarjati nek teritorij in na začetku smo rekli, da je malo mejhen. In potem smo hitro videli, kako se je vsa stvar počasi postopno razširila še tukaj proti Posočju, to je tle čez Komno,
Ne? In pa kako sta ta ostala dva samca v bistvu šla naprej, ne? Tukaj proti Italiji in v bistvu v Italijo in potem tudi ostala nekako na tem območju. Ne? Prav, kako se je populacija zelovce pa pokljuke potem širila proti Italiji, kjer so pa potem v naslednjem letu tudi rise spustili, sicer malo manj uspešno kot mi, ampak dve samice sta se vsem vključile v populacijo. Se pravi, to je v bistvu gibanje 4 risov v obdobju enega leta od osamosvajanja od samice do tega, da se nekako ne bi ustalili nikje. Res pa je, da recimo tukaj ni bilo samic in te samci iščejo, kje bojo kakšno samico najdli. In potem grejo malo na take daljše ture, da bi vendar najdli svoje poslanstvo. Se pravi, ta slika izgleda precej fajn, ne? Imamo reprodukcijo tukaj, imamo jo tukaj, če se to poveže, bo genetska slika bistveno boljša. Ampak mi imamo tukaj le tole avtocesto Ljubljana-Postojna, ki je zelo slabo prehodna za živali, risi so še posebej občutljivi na to in je to v bistvu za njih kar zitno. Sem pa tja najde kakšen podhod, ampak v splošnem je pa to zelo zito. Od vseh živali, ki smo jih spremljali s telemetrijo, je samo eden šel čez. Drugače pa prav vidiš s telemetrijo, pride do avtoceste, hod ob ograji in gre nazaj, ker ne more naprej. Če bi se alpska in dinarska populacija v celoti zmešale, je to slika parjenja v sorodstvu. Se pravi, prej je šel ta graf tako gor, če se te dve populaciji uspeta zmešati, bo vsaj še nekaj časa v redu, na dolgi rok bi se sicer spet začeli dvigati, ampak je v bistvu bistveno daljše obdobje, če se te dve populaciji povežeta. V projektu pa nismo samo preseljevali rise, pa gledali, kaj se jim dogaja, probali smo še druge stvari zagotoviti, da bi jim šlo čim boljš. Ena stvar, zelo pomembna je ta povezljivost prostora. Zdaj, ena študija, ki smo v okviru Alpske konvencije delali, je, kako so Alpe povezane s sosednjimi gozdovi, masivi. In čist neproblematičen je sam tale prehod Alp v Alpenine. V bistvu imamo samo 6 točk, kjer se te Alpe še povezujejo z drugimi gozdovi in zagotovo deluje samo ta. Tukaj je ena močna avtocesta, tukaj so močne avtoceste, tle je problematično, tle tudi v Sloveniji pa tudi ta avtocesta dela težavo, upamo, da bomo kakšen zelen most dobili za to, da se ta stvar reši. Ampak tudi Alpe, če pogledaš, so zelo, zelo izoliran otok med v bistvu kulturno, bistveno bolj kulturno krajino. Mi smo uspeli tekom projekta v gozdno-gospodarske načrte spraviti koridorje, jih zavarovati do neke mere, se pravi, to je neka biotopska funkcija, ki varuje te koridorje, da se ne naredi tam neka industrijska cona ali pa kaj takega, ampak je treba še narediti, da bi se to res na dolgi rok zagotovili. To je pa v bistvu slika zelenega mosta, ki je predviden, malo naprej od Unca in državni prostorski načrt se sprejema, tako da smo malo optimistični, da bi se dejansko lahko to zgodilo. Javna razgrnitev je bila, konstruiran je dober, gre čez regionalno cesto, čez železnico, tako da upamo, da se to zgodi in da bojo imeli v bistvu vse živali tle malo bolj prosto pot med Alpami pa Dinaridi in če pogledamo širš, bosta potem, če nekaj takega zgradimo, vsaj 2 točke, ki bodo Alpe precej dobro povezane z ostalimi gozdovi. A je med vami kakšen novc? Se pravi, tle ne bom šel preveč v podrobnosti, ampak pomembno je tudi upravljanje s plenskimi vrstami, se pravi to, kar je. In po eni strani je tukaj pač treba zagotoviti, da ima zadosti hrane, kar v Sloveniji načeloma ni težava. Treba je pa tudi zagotoviti, da ga lovci sprejemajo. In to je v bistvu neka konkurenca. Če bo ris malo več v plenu, bo za lovce nekoliko manj ostal.
in tle je pomembno, da se tudi v naših načrtih naredi neke prilagoditve, da v bistvu lovci nimajo nekih težav z realizacijo planov in s tem naprej, ker lovci imajo zelo predpisano, koliko morajo odstreliti vsako leto in če imajo risa, imajo potem tle večje tolerance, ker sicer plačajo tudi kazen, če v bistvu se ne realizirajo njihovi načrti. Tele strategije, v okviru projekta smo tudi prenovili strategijo in jo je na srečo tudi država sprejela, s tem smo imeli kar izziv. In pa tole nezakonito ubijanje. Če se spomnite na začetka 10-13% lovcev je bilo, ki ne sprejema risa. V Sloveniji je približno 20 000 in če imaš 2000 lovcev, ki slabo sprejemajo risa, je to lahko veliko. V splošnem lahko rečemo, smo lahko res ponosni na naše lovsko razmišljanje. V sosednji Avstriji so bistveno manj tolerantni, tako da jaz sem vesel, da smo tukaj in da sem ponosen na naše lovce, zelo so podpirali projekt, ampak in tle se mi zdi pa še posebej dobro, ker so v bistvu lovci izobraževali policijo, kako se boriti proti krivolovu. Se pravi, oni so v bistvu znotraj svojih vrst nek red delali in izobraževali policijo in izobraževali se med seboj, kaj narediti, če se najde nek krivolov. Tako da to je bila taka v bistvu, tudi v svetu so zelo opazili to akcijo, kako so naši lovci v bistvu napredno razmišljajoči, da sami med sabo rihtajo, ker drugje si pa, pa ne so se pa lotili te težave, Tako da to je bilo zelo fajn stvar, da so jo naredili. Tele fotografije, če koga zanima, kako tole avtomatsko spremljanje s kamerami, se to bom še povedal, ampak tele fotografije iz terena, ker rise spremljamo, so vse na enem portalu, M-Base, tako da če koga zanima, kako z teh avtomatskih kamer, ker posnemamo rise, lahko gre v tale portal in so v bistvu vse kamere, vse te fotografije naložene, v bistvu jih je več tisoč noter. Pomemben del projekta je bil, recimo, ko smo se lotili prijavljati ta projekt, v Romuniji še nikoli niso risov odlavljali. Mi smo v bistvu mogli tja in ljudi naučiti, kako se to dela. Tako da v bistvu smo jim tudi prenesli znanje, oni so na začetku bili zelo prestrašeni, potem sem bil tam 15-krat, zato da smo to skupaj postavljali, najprej 1 leto kamere, zato da vidimo, kje so, potem lokacije, kjer se prsti postav in skozi te kamere smo tudi spremljali, kaj se s populacijo tam lokalno dogaja in so bili v bistvu tudi usposobljeni za to, da lahko spremljajo, kaj se z njihovimi risi dogaja, ker nekega spremljanja tam ni bilo in to je bilo v bistvu prvo tako spremljanje risov v Romuniji. Na Slovaškem so imeli pa še nekoliko več znanja že prej in tam je šlo pa malo lažje. Vsaj na začetku je tako izgledalo, ampak na koncu projekta so bili Romuni bolj uspešni, od njih smo dobili 10 živali, od Slovakov pa 8. Se pravi, to sem že poudaril, da je to skupno delo različnih deležnikov. To je res pomembno. Tle smo v bistvu v Sloveniji smo se v bistvu vsi združili nekako za en cilj. Nismo se kregali, ali bi, ali ne bi, ali kako, ampak v bistvu je bilo to zelo pomembno, da je bila lovska zveza partner. To nezakonito ubijanje sem že izpostavil, da so pregrevije lovci obveščali o tem, kaj se dogaja, da so konferenco organizirali, javne predstavitve so delali v dokumentarnem filmu, takih manjših filmčkov, ki sem ga prej pokazal, smo še več naredili in zmeri smo to delali skupaj, tle kot lovska zveza. Lovci na lokalni ravni so bili pa vključeni, se pravi, oni so zgradili te obore, prilagoditvene obore, ki so namenjeni temu, da se nekako ris, ki po tej poti pride, mora biti tudi tešč, če ne bruha, malo umiri in da se navadi na to okolje in da ima manj želje po vračanju domov, ker v bistvu spustiš, žival najprej išče, ki je bila doma. Sicer do Romunije ne bi prišla, ampak nam je bil cilj, da ostane tam, kjer je spuščena približno. Tako da to je bil tudi namen teh
ubor in je bilo pa tudi način, kako v bistvu se vključi lokalno prebivalstvo v to akcijo, ne? Ker ponavadi nimajo zelo radi čez Ljubljane neki, to mi ne vemo. Druga stvar, ki je bila zelo pomembna, ki so lovci delali, je bilo spremljanje s kamerami. Ne? Zdaj 370 lovskih organizacij vključenih, se pravi tudi na Hrvaškem so podobno delali, tudi v Italiji. Se pravi, mi smo šli z lovci na teren, pa skupaj kamero postavili na podlagi njihovega znanja, kje so risi, in na podlagi naše teorije, kje se giblje po grebenih in tako naprej. Smo skupaj postavili kamero in potem so lovci skrbeli za to kamero in nam dali kartico za to, da smo pogledali, kje risi tam pojavlja. Ker risa lahko ločiš na podlagi, tako kot naš prstni odtis, malo pike na telesu. Ne? In ko ga fotografiraš, lahko prepoznaš, kjer je. In potem z teh kamer v bistvu lahko prešteješ, koliko risov si dobil in malo z modeliranjem tudi oceniš, koliko jih je. In te pike, no, če gledate rise med sabo, so čist individualno specifične. Če te bolj pikaste rise lažji, kakšni risi imajo pa malo manj pik, tiste malo težji ločeš, ampak nekako se da vsakega identificira čist individualno, ti si ta in ta. Z lovci smo tudi opremljali živali s telemetrijo, da smo lahko pač ugotavljali, kaj se dogaja, tiste paritvene ekskurzije in vse te stvari, to se pridobi s telemetrijo, se pravi vratnica, ki je nameščena na risa, 3-krat na dan pošle, 3-krat na dan zajame lokacijo in jo potem na intervale pošle prek telefonskega signala ali pa prek satelita in mi potem vemo, kje se ta žival nahaja, tudi vemo, ima mladiče, če se na nekem območju nahaja, tudi kje ima plen, ker ris ponavadi ob plenu je 3 dni, ne? In če vidiš en snop točk 3 dni na eni točki, lahko veš, da je tam plen. In ga veš lahko tudi pogledati, kaj je tam bilo in iz tega so bili tudi te podatki o prehrani risa. Vključeni smo bili še Zavod za gozdove, mi smo bili vodilni partner v projektu Narodni park, se pravi, risi so bili spuščeni iz državnih lovišč, iz lovskih družin in iz Narodnega parka. Se pravi, v bistvu vsi upravljalci nekega območja smo to naredili, ne? Zato, da ni to akcija enega, pa je to naredil, ampak smo to skupaj naredili. In pa biologi, univerza, zelo pomembno za raziskave sploh tega parjenja v sorodstvu in sploh štart tega, da se to ve in koliko je bilo to kritično, te analize so bile narejene na Univerzi v Ljubljani. Trudili smo se, da smo res čim več predavali o tem. Tle so male številke, ki jih pogledam, se sam začudim, koliko veliko tega smo naredili, koliko je bilo od nekih člankov, od risa, od novinarjev, ki smo jih mi napisali, koliko nekih predavanj. Pa teh predavanj smo bolj malo organizirali, več ali manj smo bili povabljeni, tako kot sem recimo jaz danes tukaj, ne? Tako da res je bil velik interes za to, da so ljudje želeli slišati, kaj se dogaja s to živaljo, sploh v kakšnih lokalnih okoljih, ne, kjer ga poznajo kot vrsto in so recimo vedeli, da 20 let nazaj jih je bilo veliko, potem jih pa kar naenkrat so zginili, oziroma jih je bilo zelo malo. Tole javno mnenje, ne, to smo spremljali, prej sem tista je bila, mislim, da 2012, potem 2008, tiste 2008, ki je tam gor spet, potem je pa 2022 in v bistvu podpora se je zelo ohranila, ne. Se pravi, v bistvu vse skupine, to je zelo pomembno, ne, da ni samo splošna javnomnenjska raziskava, ampak da vemo, kaj mislijo lovci, splošna javnost pa v bistvu kmetici, ne, to je tudi pomemben del. Kmetici, kot vidite, so najmanj naklonjeni, to je nekako razumljivo, ker se bojijo za svoje domače živali, ampak ris pri nas naredi približno 1 do 2 škodi na leto, se pravi 1 do 2 ovci ali pa kozi ubije, tako da res ni problematičen, če to primerjamo z volkom ali pa z medvedom.
Ja, se pravi, zdaj končna slika. Lahko smo z vsem skupaj zelo zadovoljni. Trajalo je približno 20 let od takrat, ko je bil zaznan problem do tega, da se to reši. Tako da tle smo res taka dolga pot je bila narejena, ampak na srečo zaenkrat uspešna. Je pa na dolgi rok pomembno, da se v bistvu te populacije nazaj združijo, da se ta mešanje genetike vzpostavi nazaj, kakor je bilo, preden smo ga iztrebili iz cele zahodne Evrope pa večjega dela srednje, v bistvu ostal je samo še v Skandinaviji pa v Karpatih. In to so doseljene populacije. No, ta je še ostala, samo tukaj je približno 30 živali, ki so zelo sparjene v sorodstvu in te nujno rabijo tudi, da se pomešajo, drugače jim ne bo uspel. To je bila doselitev tukaj v Harcu je tudi, in v bistvu to je pa ta karpatska. In nekako se bo to zmešalo, bo zagotovljen dolgoročni obstanek in bo v bistvu genetika tem živalim, da taki projekti, ki smo ga naredili, Lifelinks, ne bojo več potrebni, ker cilj je, da se vzpostavi neko naravno stanje, ne da moramo umetno nekaj popravljati. Vidi se pa tudi, da če v bistvu nekaj pokvarimo, iztrebimo vrsto, koliko težko, koliko enega truda je treba vložiti v to in koliko dolgoročno to traja, da se ta stvar spet nazaj vzpostavi. Tako da res moramo paziti ljudje v splošnem, da ne iztrebimo nekih vrst iz nekega območja. Če hočete še kaj več informacij, na naši spletni strani je zelo veliko objav, imamo 2 dokumentarna filma tudi na YouTubeu, en je iz začetka projekta, en je iz konca projekta, se pravi gre v zgodovino, tisto, kar sem jaz na kratko povedal, pa smo posneli te ljudi, ki so že leta 73 te rise doselili. En je bil na tistem videu, tisti najstarejši gospod je bil čez 90 star, ki je prišel na izpust. Skoraj po 50 letih, ki je on spustil prve rise, prišel na ta drugega, se mu je kar sonca utrnila. In smo te ljudi na srečo še uspeli tudi posneti, zdaj ne živijo več. Ampak, veliko informacij imamo, tako da če vas zanima, si pogledajte, oziroma me kar vprašajte, če karkoli vas zanima. Hvala lepa za zanimivo predavanje. O risu smo že nekajkrat slišali od dr. Profla, tako da nekaj informacij imamo. Da je prilika, da še kaj vprašate. Kaj če ga srečamo v gozdu? Uživajte. Risa... To je velika mačka. Risa boste zelo težko srečali, še zmeraj je samo 50, zdaj z gorenjskimi vred. Ampak ris človeku čist nenevaren. Je pa mačka, dostikrat, če ga vidiš, bo tako pobegnil, pa se bo postavil pa gledal. In tisti imaš včasih možnost ga čist malo dalj opazovati. In če vam to uspe, super. Jaz pa znam, da ga po naključju v gozdu še nisem videl. Ki jih odlavljamo, pa to je to svoja zgodba. Ampak, da bi pa šel v gozd kar tako in da bi mi prečkal pot, se mi še ni zgodil. Tako da, če vam bo to dano, super. Ima kakšen vpliv, se jih je premalo verjetno, na ostalo populacijo drugih živali? Seveda ima vpliv na srnjad. Ris pleni približno 1 žival na teden. Ima sicer zelo velika območja, en samec pokriva 200 kvadratnih kilometrov, samica 100 kvadratnih kilometrov, tako da v bistvu kakšne neke nevarnosti, da bi iztrebil plen ali pa karkoli tazga ni, ker je narava vzpostavila mehanizme, ampak seveda ima vpliv na to. Ne bo zdaj bistveno zmanjšal številčnosti, predvsem vpliva na ta fitness,
Ampak, ko pa načrtujemo odstrel, ne, je pa treba to upoštevati, ne, da ni potem preveč ris plus odstrel. Ampak v bistvu na celotnem območju, kjer je prisoten seveda lov srnati še zmeraj je, in ris ne poje toliko, da bi ogrozil nek odstrel, ga je pa nekoliko manj. Jaz sem pozabil, ga imamo v živalskem vrtu. Imamo. Ta ne pa šel v naravo. Kaj je bil žled, je šel. Pa je po rožniku srnat plenil. Jaz sem ga imel pod oknom, na Zavodu za gozdove je bil pod oknom plen 20 metrov od mojega okna na rožniku, od tistega risa, ki je pobegnil, ki je žled polomom ograjo. In tisti ris 13 let ni videl, mislim, nikoli ni lovil. In ki je bil star 13 let, ki je šel ven, je ujel srno. Res je, da če bi ga dal nekam v kočevje, ker so živali navajene plenilcev, se to verjetno mu ne bi uspel, ampak na rožniku, ki so pa bolj take naivne srne, je pa nagon prevladal in mu je uspel. Je tudi srno šla? Iz živalskega vrta? Ne, teh je pa dosti na rožniku, še to pa so. Je kakšen odstrel že bil, oziroma kakšen krivolov risa? Dokazan je eden, se pravi, tekom projekta je bila ena žival za ovratnico, da vemo, da je bil krivolov. Ja, to je to, kar vemo. Ostalo je pa, recimo, prej sem povedal, 12 spuščenih, pa 9 vključenih, ne. Tiste 3 živali so zginile, ne. Živali se v naravi kaj zgodi, ne moreš vedeti, ne. Ampak ne moreš pa izključiti krivolova, ne, se pravi, lahko je eno ali drugo. Kako pa se kdaj srečata ris pa šakal? Jaz vem od domačinov, da je šakalov zelo veliko, oziroma prevladujejo nad volkovi celo bili. A se kdaj srečuje tudi ris in šakal? Ta interakcija je zelo slabo proučena, se ne ve veliko o tem, ampak tam, kjer je ris, je v bistvu zdaj tudi volk pri nas. In tam, kjer je volk teritorialen, šakale zelo prežene, oziroma jih pobije. Ne? Se pravi, šakal, tam, kjer je volk, v nekih večjih gostotah sigurno ne bo. Lahko se pojavi, recimo lahko se, ne vem, je na Javornikih, pa na Meniši, pa se tam na Cerkniške, okoli Cerknice pojavi kakšen tropič, ampak tega je malo, če je volk v okolici. In tudi ris je v bistvu na tem območju, kjer je volk, ne, tako da v bistvu ta interakcija med šakalom in risom se ne ve toliko dobro, ve pa se, no, to z volkom, to je pa zelo dokazano, da v teh območjih, kjer so volkovi, tropi, gre šakalu slabo, recimo Kras, ki pa ni volkov, tam jih je pa zelo veliko, ali pa recimo tlele med Kranjem in Ljubljano. To so taka območja, ki nima nekih sovražnikov, idealno območje za ta fragmentirana krajina, malo gozdička, komposti, take stvari, ne, in tam je pa šakalov veliko. Če primerjamo, pred 20 leti ga praktično ni bilo, zdaj je pa odstrela 1000 živali na leto. Šakal se je zelo razmnožil, je pa pomemben, prišel je čisto po naravni poti. To ni bilo neka, ne moramo reči, da je tujerodna vrsta, je čisto po naravni poti prišel, je pa res, da ga v preteklosti nismo bili vajeni, verjetno zato, ker so bili volkovi pokrivali, ne? Pa se je pa to nekako počasi. A jih boste začeli raziskovati? Bi bilo zanimivo. Neke raziskave na fakulteti potekajo, ampak sredstva za neke raziskave za ogrožene vrste je nekoliko lažje dobiti, kot za neke vrste, ki niso ogrožene. Še vprašanje. Veliko potuje, sem videl čudovito, a tudi kje stanuje? Ima brlog? Samica ima brlog
ob tem času zdaj, se pravi, so mladiči noter in ona hodi na lov in pride nazaj, to traja približno 2 meseca, potem se pa giblje po teritoriju, nima stanovanja. Ja, po 2 mesecih začnejo mladiči iti zraven. Prve odcepitve od mame so tam že decembra lahko so pol še z njo in ko se par se ponavadi malo umaknejo, pa lahko pridejo še nazaj, ampak ko ima pa poleže nove mladiče, takrat pa sigurno grejo. To samo ostane. Ja, tam zadaj je bil še eno vprašanje. Jaz bi vprašal samo, glede risa niti ne vem, kot bivši kliničar vem, da so otrokom risi zelo simpatični, tudi meni so veliko bolj kakšne druge zveri. Zanima me pa, enkrat sem enega fantička vprašal, ki je plezal po policah, kaj dela, je rekel, ja, jaz sem pa res plezam, ne. Sem všeč. Sem bili res všeč. Me pa zanima tudi okoli volkov pa medvedov. Namreč jaz sem precej literaturo pregledal o volkovih, tudi iz moje mladosti, med drugo vojno pa po drugi vojni v Sloveniji volkov ne bi šli prav. Ampak tega jaz trdno ne vem, pa tudi prej jih ni bilo prav dosti. So poročila, da so bili na Napoleonovih časih nekaj volkov, da je bilo pa splošno mnenje, da medvedov pa volkov je precej preveč, volkov pa sploh ne bi bilo treba. In ne vem, če so, da jih niso pravzaprav zlobno in načrtno odkot pripeljali sem. To pa ni mogoče dobiti. Jaz to samo domnevam, oziroma ljudje domnevajo, da so bili nasiljeni s takimi namenami. Ne ljudmi. Se pravi, najprej ris v naravi zelo malokrat pleza po drevesih. Zgodi se izjemoma, zakaj so včasih mislili, da je več na drevesih, zaradi tega, ker če so lovci izvajali pogon s psi, ne, in so risa prestrašili, se je splezal na drevo in so pač psi lajali od spodaj, in ko so ga lovci videli, je bil ris na drevesu. Ampak če greste v naravo, po zim, recimo slediti po sledi, on ni primera, da bi splezal na drevo, rad pa hodi, recimo, če je drevo podrto. Če je drevo podrto in gre potem po tem deblu. Zdaj še glede volkov vprašanje. Volk v Sloveniji ni bil nikoli iztrebljen, bil je v zelo majhnih številkah, ampak v Dinaridih je bil vedno prisoten. Se pravi, če ne bi bila ta povezava s celimi Dinaridi, pa temi ohranjenimi dinarskimi gozdovi, bi verjetno bil iztrebljen. Tako se je pa skozi na tem Kočevskem, pa na Snežniku, se je skozi spremljal, se ga je pa sistematično preganjal. Mislim, zakaj se za volka ni naredil, ne vem, se ga je zastrupljal, se ga je streljal, vse se je delal, še v 70-ih letih je bilo to, da se je končal, in potem so ga lovci ta prvi zaščitili. Ker so menili, da je pa vendar prav, da tudi ta vrsta je avtohtona pri nas, tako kot kakšna druga, in da v bistvu ostane v naših gozdovih. In potem v nadaljevanju okrog leta 2010 je bilo v Sloveniji okrog 40 volkov, trenutno jih je pa po monitoringih 120. Zdaj, a je to preveč, ali ni preveč, si lahko vsak sam interpretira, ampak iz stališča nekega ohranjanja populacije je to precej majhna številka. Sigurno pa niso bili nikjer pripeljani. Se pravi, ta prepričanje je dostikrat na Gorenjskem slišam, se pravi v Dinaridih ne, ker v bistvu ni bil nikoli iztrebljen in vejo, da je tam, ampak na Gorenjskem, kamor so se pa razširili po naravni poti, se pa dostikrat tudi to špekulira, ampak to je bilo z genetskim monitoringom preverjeno in v bistvu zelo dobro vemo, potomci koga so te volkovi na Gorenjskem. In za volkove risa ste videli, kakšne razdalje dela. Volk dela lahko do 1000 kilometrov daleč gre. Se pravi, mi smo imeli volka na ovratnici, ki je šel iz Slavnika do Gardskega jezera. Tam najdel samico in te potomci tega para v bistvu zdaj prihajajo tudi k nam nazaj v Alpe. Se pravi, v naših Alpah so potomci teh
ki se mešajo še z ostalimi, ki so pa prišli iz Apeninov, ker Alpe so bile pred približno 40 leti iztrebljeni volkovi, ne. In pol en del jih je prišlo prek Apeninov, čez to povezavo, in potem ta naš, ki se je pri Garskem jezeru spravil, bila prvo v bistvu združitev teh dveh populacij spet, ne. In v zadnjih 30 letih so volki precej poselili Alpe, to pa za ljudi predstavlja kar velik izziv, ker so se nekako navadili pošlješ ovce na pašnik gor in so čez poletje gor, če imaš volka, jih bo pojedel, sigurno. Če so ovce nezaščitene, jih bo volk pojedel z 100%. Pa medved v bistvu tudi ne. Tako da je to kar velik izziv za v bistvu neko to tradicijo, ki se je ob odsotnosti volka v Alpah vzpostavila, ne, in potem včasih se mi zdi, da tudi iz tega pride kakšna teorija zarote, da jih je nekdo pripeljal, ampak jaz povem, da iz genetike se ve, kje so prišli te volkovi in noben ni iz živalskega vrta. Imamo tele, v Ljubljanskem živalskem vrtu imamo volkove iz Kanade, tako da to bi se takoj vedeli. Še kakšno vprašanje? Mogoče, jaz sem preslišala, da ste mogoče povedali, koliko časa so volkovi v obori preden so postopili naravo? Mislite risi? Risi, no. Se pravi, pri risu je bilo tako, ko je bil odlovljen, je šel najprej v karanteno na Slovaškem ali pa v Romuniji. Tekom projekta smo imeli več izzivov pri transportu od covida do tega, da to administracija še nikoli ni naredila in tako naprej. In v povprečju je trajalo približno 1 mesec, da je ris prišel iz Slovaške pa iz Romunije v Slovenijo. Potem pa v Sloveniji smo imeli približno 3 tedne tak čas, ki ne bi bil čas, kjer bi se živali navadile na okolje in da se malo zmanjša ta želja po vračanju domov. Ampak sploh na Gorenjskem je bilo pa drugače, ker smo želeli samice pa samce naenkrat spustiti. Se pravi, da se skupaj, da se že poznajo, zato da v bistvu ostanejo skupaj. In to je na koncu tudi uspelo, te v Dinaridih so šli veliko bolj daleč, tako da v splošnem je bil približno 3 tedne, na Gorenskem recimo smo pa samca pripeljali 1 mesec pa pol pred samico in je potem čakal. Samice so bile pa pol dodatno še breje in smo jih dobili konca aprila in smo jih spustili po nekaj dneh, zaradi tega, ker smo želeli, da v naravi skotijo. Tako da, ja, je bilo malo se je prilagajalo glede na okolišče, ampak osnova je bila pa 3 tedne, da je v Sloveniji v oboju. Če ni vprašanj, bi se je zahvalil predavatelju v imenu naravoslovno-tehničnega odseka Slovenske matice in tukaj dajemo skromno darilo. Hvala lepa.